Lep in prijazen dan želim iz Ljubljane. Natančneje s področja Vodnata, v bližini Most, mi pa se vozimo s tem prometnim utrinkom po Ljubljani z namenom, da vam pokažemo trenutno stanje v prometu, predvsem pa da vas opozorimo, da na cesti nikoli niste sami. Vedno, ko ste za volanom ali ko vozite, morate upoštevati vsa pravila, ki varujejo vas in seveda vse ostale udeležence v prometu. To je namen našega posnetka. No, tukaj se nahajamo v bližini bolnišnic, centralnega dela kliničnega centra ljubljanskega, in tu so številne bolnišnice, ki jih naši sodržavljani v tem času obiskujejo, pri čemer pa vsem želimo, da jih v teh bolnišnicah tudi pozdravijo. No, mi bomo zdaj prečeli Zaloško in Njegoševo cesto in se podali na Trubarjevo cesto. To je cerkev, na levi strani cerkev svetega Petra. Po njem pa je bilo to področje pred preimenovanjem v Trubarjevo cesto tudi ulica istim imenom. No, danes je pač tako, kot je. In naš slovenski velikan ima tudi Ljubljane ulico. Res pa je, da ima v Trubarjevi ulici tudi kar nekaj lokalov z njegovih imenom, kar seveda ni v čast tako velikemu Slovencu, da ga preimenuje v lokale za bifeje in pivnice. To je prej sramota. No, mi se sedaj že nahajamo na področju Trubarjeve ceste, ki nas popelje praktično vse tja do samega središča mesta, do Prešernovega trga. Mi tja ne bomo mogli z avtomobilom, ampak bomo tukaj zavili desno in tu še enkrat levo in seveda prišli na Ilirsko ulico. Ilirska ulica pa je dobila ime po zgodovinskem dosežku povezave tega mesta z Iliri. No, v tem delu mesta je kar nekaj ulic, so zanimive, predvsem zaradi imen. Ulica Komenskega, pa Dalmatinova ulica, pa Miklošičeva ulica, pa Resljeva ulica. Vse to so ulice, ki v bistvu omogočajo zanimiv pogled v stanje naše pretekle zgodovine, ko smo imeli kar nekaj velikanov, ki so pomenili tudi v svetovnem pogledu kar nekaj. No, torej na desni strani je upravna zgradba Lekarn Ljubljana, na levi pa so stanovanjski objekti, ki so si jih po drugi svetovni vojni od takratnih lastnikov privoščili novi gospodarji in novi zmagovalci.
otroci. No, tukaj je Tavčeva ulica, tega smo pozabili in tule vidite znano tam radijsko hišo, Radio Ljubljana. No, to je Tavčarjeva cesta. In če bi šli tam naravnost, bi šli na Slovensko cesto. In tule bomo sedaj zavili levo na delček Mikličeve ceste, ki bi nas popeljala do samega središča, tudi kot prej Trubarjeva do Prešernovega trga. No in tale križišče, ali pa to križišče med Mikličičevo nas popelje na Dalmatinovo cesto in to je prej omenjeni Dalmatin, ki sem ga omenjal ne tako znanimi ulicami. No, to je ta Dalmatinova. Cesta in tu ste videli tudi redarja, ki ravno izobražuje napačno parkirane lastnike, da to ne bodo počeli prihodnje. Kazen je taka, če pa se hitro podviza in se že denarnico osmeni, pa to stane le polovico tega. No, za nami se ravno nahaja ta zanimiva gospoda. To sta gospoda, ki sta prej kaznovala enega od voznikov. In zdaj bomo mi tukaj iz Komenske ulice zavili na Estevo cesto in naš posnetek zaključili na znamenitem Tromostovju, ki ga je dal zgraditi s pomočjo cesarja, naš eden od eminentnejših ljubljanskih županov. Hribar. No in sedaj bomo tukaj zavili Estevo cesto in seveda zaključili naš posnetek ob vstopu na parkirišče, ki je praviloma prodajno področje ljubljanskih tržnic in seveda tam poskušali najti parkirni prostor. Spoštovani, lepo se imejte in lep prijazen dan želimo, ker koriste. Naslednje in vidimo se tukaj na tem parkirišču, kot sem prej dejal, ljubljanski tržnici, ki je obnedelja parkirišče. Naslednje.